Letošnji že 35. sejem je potekal minulo soboto v Ljutomeru. Nekoč so ga organizirali člani turističnega društva Ljutomer, zadnjih nekaj let pa za to poskrbi občina Ljutomer. Sejem, ki privabi množico obiskovalcev, lahko označimo za enega izmed vrhuncev občinskega praznovanja, saj se vsako leto zbere nešteto število lokalnih ponudnikov. Prleški sejem se je letos zgodil že 35-tič. Prej ga je organiziralo turistično društvo Ljutomer, sedaj ga organizira občina Ljutomer, zaradi tega, ker res želimo našim obiskovalcem, se pravi domačim ljudem, kot tudi vsem prijateljem iz cele Slovenije, ponuditi res doma izdelane produkte. In jaz sem se danes že sprehodila po stojnicah in sem prav vesela, koliko kmetije z tistim, kar ljudje pridelajo. To je nekaj neverjetnega in res se vsako leto več ljudi udeleži, to mi želimo, poskrbljeno je za zabavo čez cel dan, za vse generacije, od najmlajšega do najstarejšega, tako da želimo seveda to ohranjati kot tradicionalno prireditev, da nas bodo pač obiskali ljudje iz cele Slovenije, da bomo lahko ponudili naša vrhunska vina in tudi našo prleško kulinariko. Vsako leto je več, tako da je to zelo vzpodbudno. Danes, ko sem se sprehodila, je res izjemno veliko novih, to pomeni, da pač dober glas vsako leto spodbudi ponudnike, da pridejo naslednje leto, kajti mi recimo tistim, ki so ponudniki domačih produktov, društvom damo stojnice za stojn, tudi prostor ne zaračunavamo, zaradi tega, ker se celo leto trudijo ustvariti neke produkte in potem ne moreš, pač nimam srca, tudi ne lokalna skupnost in tudi tu stojijo za nami ljudje, ki so pač zdaj odločevalci, da ne zaračunavamo, ker potem oni tako ali tako ne bi nič zaslužili. Tovrstni sejmi in njihova številna ponudba so torej tudi priložnost za doprinos dodane vrednosti tako v Sloveniji, kot tudi celotnemu Pomurju. No, ne samo sejmi, tudi različne prireditve po Sloveniji, ki jih je preko 3000 na leto, prinesejo dodano vrednost turizmu in prav gotovo so tudi tisti, ki dajejo možnost še večje rasti slovenskega turizma. Dejstvo je, da nekako Pomurje je bilo znano skozi zgodovino kot neka sejemska središča in prav lepo je videti, da občine ne samo v sklopu svojih občinskih praznovanj, ampak tudi nasplošno prirejajo raznorazne sejme, turistične tržnice, kmečke tržnice in dejansko s tem spodbujajo lokalno, s tem spodbujajo promocijo svojih ponudnikov in na ta način pač širijo tudi na področje turizma svojo ponudbo. Prleški sejem v Ljutomeru se je ravno zaradi razširitve ponudbe v zadnjih nekaj letih tudi spreminjal in nadgrajeval, kar je zagotovo prineslo k njegovi uspešnosti. Ja, gledajte, mi delamo na tem, da so pač naše prireditve kvalitetne in to je zdaj potrditev, da smo se odločili prav. Imamo avenije sira, avenije domače obrti, avenije domače kulinarike, vina, boljšjaka in tako naprej, tako da smo to malo ločili, zato da pač ljudje vejo tisto, kaj iščejo, da tudi to lažje najdejo. Zato, ker je zdaj za ta namen tudi zemljevid in se lahko tudi lepo sprehodijo in najdejo tisto, kar pač rabijo najbolj. K uspešnosti pa so doprinesli tudi številni lokalni ponudniki in obrtniki, ki so predstavljali svoje izdelke in pridelke. Vsako leto se jih zbere več, zato sta tudi ponudba in izbira toliko večji. Zagotovo pa pomeni to tudi medsebojno spoznavanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj. Seveda povezovanje je, tako lahko rečemo, tudi en del turizma in potem, če k temu povezovanju dodamo tudi to, da znamo dosti dobro prikazati vse, kar imamo v kraju in v okolici, je to pravzaprav dobra promocija tudi za turizem in to pomeni, da se bodo ljudje še večkrat vračali v ta kraj. Jaz dostikrat rad omenim, da nekako lokalna samooskrba ne pomeni, da mi pridelamo dovolj hrane sami za sebe. Zdaj, žal v času globalizacije, digitalizacije se dostikrat zgodi, da marsikatero stvar prej dobiš z Kitajske, kot pa tule pri nas. In zato jaz pravim, da je lokalna oskrba tudi cenjenje naših lokalnih produktov, obrtnikov, rokodelcev in tako naprej. Ob sprehodu skozi številne avenije smo se tudi mi ustavili pri nekaterih ponudnikih in njihovih stojnicah.
Danes se predstavljamo z našimi domačimi medenimi izdelki, z medom, v degustaciji imamo stvari, ki pokažejo, kaj lahko vse doma naredite si z medom, malo je darilnega programa, pripravljamo pa tudi za obiskovalce medene koktejle, to pa nekaj novega. Medeni koktejl je lahko alkoholni, to pomeni, rabimo dobro vino, radensko in pa seveda dober med, skupaj zmešamo in to je to odlična osvežilna pijača. Brezalkoholno, vino je prleško, tako tudi lokalno, brezalkoholni domači sok bezgov, potem radenska in pa med seveda. Od sladkih izdelkov in medenih koktejlov nas je pot zanesla do še ene stojnice, in sicer do turističnega društva Cven, kjer so ponujali tradicionalne prleške jedi. To mi pripravljamo doma, na grunti vse delamo v društvi. Vse je domačo naredo, danes pa pač ponujamo cvirkovice, mesostojnke, pa zobel, pa domači kruh. Na grunti, tam kak pa imamo prostore, tam pa pečejo postržjače, kvasenice pa krupce. Najbolj grejo promet kvasenice, pa postržjače, kvasenice se umesijo z belo moko, gor se danejo sir pa smetana, pa pač tukaj treba, malo. Postržjače pa se delajo z črne mele, tako za črni kruh, tam gor pa se te dane zobel, zaseka. Ker pa v Prlekiji ne gre brez dobre rujne kapljice, smo se odpravili tudi do Avenije vina, kjer so svoje pridelke oziroma vina ponujali lokalni vinogradniki in vinarji. In kakšna vina so ponujali? Vsekakor treba izpostaviti prvo Šipona, ki je znan za Prlekijo, potem pa še tudi kaki laški in renski rizling, brez rumenega muškata tudi ne gre, za nežnejši spol in še katera druga sorta. Pije pa se tudi predvsem špricar, sploh zdaj v teh vročih dneh. Kljub temu, da je Prlekija znana po dobrih vinih, je treba poskrbeti tudi za njihovo promocijo ter spodbujanje kulturnega pitja vina. Lotmerki enostavno ne gre brez vina, z vinom so se ukvarjali že naši predniki pred več stoletji, zato to kulturo pitja širimo še naprej. Vinske kraljice razširjamo kulturno pitje vina in tudi probamo čim bolj promovirati naše lokalne, jaz v mojem primeru prleške vinare, in probamo narediti čim več reklame. Sejem v Ljutomeru je torej ponudil za vsakega nekaj. Poleg odličnih pridelkov in izdelkov so bili obiskovalci priča pestremu kulturnemu programu, postavitvi klopotca ter izdelovanju tradicionalne prleške gibanice, družili pa so se lahko tudi s predstavniki ljutomerskih pobratenih občin. Pobratenje je v bistvu se zgodilo že pred nami in to se pač ohranja kot prijateljske vezi. Sigurno si želimo vedno dodati oziroma ustvariti neko dodano vrednost. Vsako leto se pogovarjamo, mogli bi seveda biti bolj aktivni. Na turističnem področju vidim povezovanje, potem tudi nekoč je bilo skozi izobraževalni sistem, da so naši otroci iz šol obiskali recimo Užice ali pa Fulnek, se tudi tam prepoznavali njihove kulture, tako da so neki nastavki, ampak trebalo bi delati na tem. Ampak ogromno je za postoriti v svoji občini, tako da nam včasih malo zmanjka časa za to, da bi se pač z njimi povezovali, ampak ko pa je praznik, pa vedno radi pridejo kot dobri prijatelji.